Od Bogračfesta do trgatve. Tako bi lahko opisali bogat program v Lendavi, kjer se je v soboto s trgatvijo zaključil tretji festival Vinarium. Lendavska trgatev v soboto je letos potekala že 38. leto, je tradicionalna etnološko-kulinarična prireditev, ki je tudi letos privabila goste od blizu in daleč. Super, večkrat prihajava sem, všeč mi je ti stari običaji, obuditev teh starih običajev. Vse to, kar se odvija na ulici, ogromno lepih stvari, prikaz dela ljudi, dobre volje, domiselnosti, zelo lepo. 38. Lendavska trgatev je svoj vrhunec ponovno dosegla s tradicionalno povorko, na kateri je sodelovalo več kot 800 nastopajočih. V mestnem jedru je skoraj 50 skupin iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske pripravilo slikovito predstavitev domačih običajev in vinogradniških opravil, ki je v Lendavo že drugo soboto zapored privabilo okrog 10 000 obiskovalcev. Da nas ne križi, nas potnike na foto, a vaš stanovnik je na stonu. Hvala Isus i Marija. Vodno ime idemo. Tako slišali ste sestavo. Sve smate. Slovenija kot tudi svetovna mesta se ta hip soočajo s tem, da dolgoletno privabljanje turistov obrojeva sadove in to ponekod do te mere, da ga več ne obvladujejo. Lendava je danes dokazala prav nasprotno, da s svojimi 3500 prebivalci zmorejo tudi 8000 obiskovalcev današnjih lepo usmerjati, lepo preskrbeti. Zelo pomembno je to delo ljubiteljskih kulturnih društev, ohranjanje kulturne dediščine, za katero skrbijo zelo pozorno in zelo skrbno. Lendava je tudi zelo posebna v sobivanju različnih kultur, od hrvaške, romske, madžarske in slovenske. In ta posebnost jim daje tudi neko svojstvenost in Zveza kulturnih društev jih z veseljem prizadeva pri pridobitvi recimo naziva Evropske prestolnice kulture. Ne le trgatev zadnji dan, organizatorji so veseli, da je celotni festival izpolnil obljubljeno. Lahko rečem, da je cel festival zelo uspel, ključno z vremenom, ki je tudi ključen dejavnik, da se lahko prireditev dobro izpelje. Seveda iskrene čestitke organizatorjem, vsem sodelujočim. To je velika spodbuda za naprej, kajti to, kar ste se lahko prepričali sami, ko ste nas spremljali, ne samo teh 10-12 dni, ampak skozi leto lahko vidite, da mislimo zelo resno in da ne samo mislimo, tudi delamo. Zdaj, to, kar je zame pomembno, sta dve zelo pomembni zadevi, ki sta povezani z današnjim dnem. To pomeni, da Lendava poka po šivih s turisti, da ne samo lokalno prebivalstvo, tudi turisti uživajo v tem, da je ljubiteljska kultura nasploh zelo pomembna v turistični ponudbi, da gremo za sloganom, da to območje, čezmejno območje potrebuje nove energije. Jaz sem to energijo na Bogračfestu in tudi danes in tudi skozi ta teden zelo dobro zaznal. Sem prepričan, da je da to treba krepiti in v tem ti nosilci te pozitivne energije pa so vsekakor tudi kulturna društva in ljubiteljska kultura. Dogodke v Lendavi v sklopu festivala Vinarium, tako Bogračfest kot Povorko, si je ogledalo več 10 000 ljudi. K temu je doprinesel tudi stolp Vinarium. Za Bogračfest sem prepričan, da jih je bilo približno 15 000, seveda na različnih prizoriščih in prireditveni prostor se mora tudi nekoliko razpršiti, ker drugače pridemo v eno situacijo, ko
število obiskovalcev prerašča ta prostor, ki ga imamo in moramo lepo poskrbeti, da se vsi dobro počutijo. In bistvo razvoja in turistične ponudbe je, da nudiš čim več na čim višji ravni. Mislim, da nam to uspeva. Danes ob 10 je bilo na stolpu približno 1000 ljudi, 11 avtobusov, tako da to se dogaja, ne samo o festivalskih dnevih, ampak to, kar smo dosegli in na kar moramo biti ponosni, je to, da se dogaja vsak dan. Povorki skozi mesto je sledil še folklorni festival na odru gledališke in koncertne dvorane Lendava. Na njem pa je kulturno dediščino v pesmi in plesu predstavilo 18 domačih in gostujočih skupin. 38. lendavska trgatev in z njo 3. festival Vinarium sta se zaključila na stolpu Vinarium Lendava. Pod najvišjim razglednim stolpom v Sloveniji so obiskovalci uživali ob zvokih narodno-zabavne glasbe ansambla Mladi Gamsi. Je pa ravno stolp glavni motor turističnega razvoja v Lendavi, ki povezuje vse turistične potencijale tega okolja. Poteza, ki se je sprva zdela drzna, a se je izplačala. Vse, kar smo počeli, smo dobro načrtovali in seveda v pravem trenutku tudi realizirali, tako da naključij, slučaja ali pa nekih predrznih zadev ni. Ali te trg potrdi ali pa ne. Pravzaprav je stolp mogoče samo tista kaplja čez rob, ki je bila potrebna temu kraju, temu širšemu območju, kajti ti turistični potencijali so na nek način spali kot neka trnjulčica. Je bilo treba samo malo spodbudo in ta stolp je pač slučajno to, kar je to naredilo. Sedaj imamo tudi drugo, kar je za ponuditi, za pokazati in nekako nas je Slovenija, Srednja Evropa spoznala v tem letu dve nekoliko drugačni luči. Jaz mislim, da smo tudi pokazali, da mislimo zelo resno in da ne gre za muho enodnevnico, ampak da gre za kontinuiran proces in da se tudi kakovost ponudbe iz leta v leto dviga, kajti mislim, da sta nekako pravo merilo uspeha ali pa potrditev uspeha je pravzaprav trg. Kakorkoli obrnemo, je trg in zadovoljstvo obiskovalcev in tudi lokalnega prebivalstva. Zelo pazimo tudi na to, da bi bilo vse skupaj uravnovešeno in da se ne bi podali na neka pota turistične industrije. Tega si ne želimo, ampak predvsem bomo gradili na kakovost in sodelovanju. V 2 letih se je na stolp Vinarium pospelo že skoraj 200 000 obiskovalcev. Tudi na dan trgatve, kljub deževnemu vremenu, jih je bilo okoli 1000. Prvič tukaj, ja. In kako se vam zdi? Je čudovito, je. Čudovito razgled, sicer je malo megleno, zdaj na žalost, ampak mora biti pa v jasnem vremenu zelo, zelo lepo, ne. Tako da sem res presenečen. Imajo pa v Lendavi še za nadaljnja leta kar nekaj idej. Pravzaprav na vseh področjih to uravnovešanje, torej nadaljnji razvoj infrastrukture, čeprav smo infrastrukturno zelo dobro pripravljeni, ne samo projekt Evropska prestolnica kulture, ampak uravnovešanje tudi drugih točk razvoja, predvsem pa skrb za trajnostni razvoj pa ekologijo, kajti če hočemo v to smer in tudi če želi Slovenija zeleni aktivni turizem razvijati, potem vsak od nas mora k temu prispevati in mislim, da se malo na okoljskih vprašanjih treba bolj zresniti, predvsem na državni ravni. Lendava vse več turistov namreč privablja tudi s kulturo. Želi postati Evropska prestolnica kulture leta 2025. V gradu pa do konca oktobra gostijo razstavo Salvadorja Dalija.